Skočimo za trenutek v največji geto na severu države, Kranjsterdam. Od tam prihaja topla novica o veselem veljaku, ki je hotel le piti in voziti. Kranjski župan Boštjan Trilar je sinoči povzročil prometno nesrečo, v kateri se je s službenim vozilom zaletel v kombi. Župan, ki ni upošteval prometnih pravil, je bil očitno pijan, saj je zavrnil preizkus alkoholiziranosti, ki so mu ga odredili policisti. Do njih je bil tudi aroganten in žaljiv. Ja, še en vaški šerif, ki misli, da je nedotakljiv. Razen, ko gre za alkohol, tega ker šlata. Tem se da šlatati. Tip se ga napije, razbije avto, noče pihati, pa še policaje zmerja. Ti ljudje štrajkajo. Med štrajkom ne moreš žaliti teh ljudi, ti baraba. Ok, to je uradna razlaga, ampak mi vemo, kako se je v resnici zgodilo. Poglejmo. Župan Boštjan Trilar se je nič hudega sluteč sprehajal po večernem Kranju. Nato so ga zamaskirani neznanci nasilno napili. Držali so ga in mu v gobec zlivali vse možne alkohole. Nato so ga strpali v njegov služben avto, ki je bil slučajno tam, in ga tako dolgo potiskali po cesti, da je pridobil na hitrosti in se zabil v kombi. Ko je prišla policija, so ubogemu županu v rit nabili roko, ga uporabili kot lutko in zavrnili alkotest. Kaj ga boste preverili? Se vemo, da je pijan, saj smo ga mi napili, so rekli neznanci. Po vrhu so policaje še grdo žalili. Ker zakaj pa ne? Tip je pijan. Narod moj, to je klasični primer političnega konstrukta. To smo videli že pri Jelinčiču, Nataši Vodušek in Gašpar Gašparju. Strici iz ozadja se spravijo na ubogega župana in ga hudo blamirajo. Zdaj pa zgleda, da je neodgovoren pezde, ki misli, da zakoni zanj ne veljajo. Bogi. Ampak to ni vse. Ne. Na ubogega šerifa so se spravili še z natolcevanji, da so njegovi uradniki za brezplačno prevažanje na dopust porabili 1 000 000 evrov občinskega denarja. Kaj ta pravi Gorenci? Boštjan, lahko nekaj svetujem. Naslednjič, ko se ga napiješ, dej taksi poklič. No, takar taksi, prosim. Do Benetk, pa na račun občine dejte to. Taksi s tebe pa nekaj prosim. Ne ga nazaj vozt, nekaj tam ostane. Narod, kdo zavija kot knap in se oblači kot pariška prodajalka ljubezni? Ok, poleg Gorenaka, ki to počne ob sobotah. Odgovor je Alenka Bratušek. Ne? Predsednica vlade? Once again, we don't need money, we need time. A zdaj se spomnite. No, teta Alenka je spet v novicah in naprej se vam opravičujem, ker jo boste morali spet malo poslušati. V javnosti je namreč prišel magnetogram, ki dokazuje, da se je za komisarko v Bruslu predlagala sama. Žajfnico najbolje strnemo tako. Želim poudariti, da se nisem sama predlagala, ampak da me je predlagala stranka. Po 1,5 leta je jasno, Alenka Bratušek je postala kandidatka za evropsko komisarko tako, da je predlagala samo sebe. Pred vami je predlog, da Republika Slovenija na moj predlog pošlje v Bruselj 3 imena. To so magistrica Tanja Fajon, gospod Karl Erjavec in magistrica Alenka Bratušek. Alenčica se je malo zlagala, oziroma se ni, če niste pozorni na detajle in ne veste, kaj pomeni beseda laž. Alenka je predlagala 3 kandidate, med drugim tudi sebe. Nato pa je z vladno ekipo poskušala stvar pazljivo obrniti tako, da KPK ne bi težil. Finta je, da je samo sebe kandidirala kot magistra Alenka Bratušek in ne kot premijerka Alenka Bratušek. Ni navkrižja interesov. Kaj bi rekli, da je za umore kriv Metod Trobec, ne pa samostojni podjetnik Metod Trobec, ki je popoldne postavljal ogrevalne sisteme. Alenka in njena ekipa je iskala luknje v zakonu k šolarčki, ki ne morejo špricati, in se vse zmenijo za izgovor, če jih slučajen ravnatelj najde. Ok, pa so o tem kaj glasovali? Moramo glasovati? Ne, ok, hvala. Moramo glasovati? Ne, ok, hvala. Dobra, Alenka, jaz uporabljam isto finto, ko grem na masažo s srečnim koncem. Moram plačati? Ne, ok, hvala. Sam ne deluje. Ok, Alenka, zakaj pa niste glasovali? V ničemer se na vladi, če je odločitev sprejeta soglasno in noben minister ne zahteva glasovanja, ne glasuje. Ok, če so vsi soglasni, se ne glasuje, prav. Zdaj, kako pa so vsi soglasni, če se ni preglasovalo? A znaš ti misli, brat Alenka? Da jih ne brala men, ker nočeš vedeti, ko vam je hod po glavi. Recimo, da ne vem, koliko leopardov je umrlo za njeno garderobo. Dragi moji, to je genocid, o katerem nočem ben govoriti. Bog je živali.
Dobro, bistvo tega je, da Alenke Bratušek ni predlagala Alenka Bratušek, ampak Zavezništvo Alenke Bratušek na predlog Alenke Bratušek in sicer magistre Alenke Bratušek in ne premijejke Alenke Bratušek. Pa vas nekaj vprašam, a ste sploh še presenečeni, ko pridejo take reči na dan? Niste, ne? Nekaj normalnega, da je v politiki spet afera. Ker Alenka Bratušek ni anomalija, ona je ena izmed mnogih. Sprijaznili smo se, da so politiki večinoma pokvarjeni pezdetje. Ne? Mal smo jezni na nje, čez 2 dni pa že vse pozabimo. Kaj je bilo? V ponedeljkih pa spet obkrožimo na voliščih. Ampak mi smo zato tukaj, da opozarjamo na to, da vas brihtamo, pa da vas informiramo o Joškah. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.